Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Celjska županova lista Slovenije in lista Toneta Smolnikarja. Stranko s tako bizarnim imenom ustanavlja večni celjski župan Šrot, medtem ko bivši župan Kamnika svojo listo za Kamnik samo preimenuje po sebi. Virus Marjana Šarca se očitno širi. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3. Resnice boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali priključitev Primorske. Je vrnitev Primorske k matični domovini komunistični žur ali državni praznik? Državni praznik priključitve Primorske k matični domovini letos še posebej buri duhove. Številne so zmotili simboli, ki so označeni za totalitarne in spominjajo na prejšnji režim ter bivšo skupno državo. Zakaj je temu tako, se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjema. Bernardom Bršičem in Tinom Mamičem. Dobrodošla v oddaji. Dobro večer. Dobro večer. Preden začnemo z današnjo temo, Bernard, te moram vprašati, na Twitterju se sprašujejo, zakaj ne tvitaš več? Ja, veš kaj, vzel sem si dopust, pa moram reči, da mi kar paše, tako da sem samo zunanji opazovalec Twitterja. Se pravi, bojo še nekaj časa čakali na tvoje tvite? Ja, ko bom dobil navdih, se vrnem. V redu. No, to je fajn pojasnilo. Vsi pa verjetno na nek način pa je priznanje, da so opazili, da ne tvitaš. Se pravi, se je poznalo, da te ni. V redu, pustimo zdaj to. Gremo na našo današnjo temo. Prvo vprašanje za vaju imam zdaj ta vrnitev Primorske k matični domovini. To je verjetno primernejši izraz kot priključitev, ne? Da ne bo anšlusa, ne Tino? Ja. Skratka, vrnitev Primorske k matični domovini, je to posledica vojaške zmage nad nacifašizmom ali je kakšna druga stvar odzadaj? No, če začnemo z levičarskim zgodovinarjem Jožetom Pirjevcem, on je rekel, da partizanska zmaga ni ravno pomagala k temu, da bi Slovenija oziroma Jugoslavija dobila Trst. Torej, da komunizem kot tak ni pomagal. Tako da zdaj za nazaj o zgodovini je zelo težko soditi. Vsekakor pa moramo pritrditi Pirjevcu, da komunistična zmaga gotovo ni pomagala. Glede na določena dejstva zgodovinska pa lahko sklepamo, da je celo naravno škodila. Konkretno za Koroško vemo, da so isti dan, ko so partizani se umaknili z južne Koroške, so začeli domobrance in druge vojaške ujetnike vračati. Torej izgleda, da je bil en dogovor med Jugoslavijo in Avstrijo oziroma Jugoslavijo in zavezniki, da partizani zapustijo Koroško in na ta račun dobijo domobrance. Ja, zdaj sprašujem zato, ker recimo po prvi svetovni vojni, tam smo bili pač Slovenci silom prilike na napačni strani, na poraženi strani in je bila Italija na pač strani sil Entente, zmagovalni in je dobila pač te ozemeljske koncesije, Južno-Tirolsko in ta del Primorske, tukaj skoraj do Vrhnike. Zato sprašujem, ker zdaj v drugi svetovni vojni je bila situacija vendarle toliko drugačna, da je ta del Primorske se vrnil k matični domovini, res pa je, da nismo dobili celotnega tega etničnega ozemlja in nismo dobili Trsta. Je pa Jugoslavija dobila recimo Istro, pa kakšne kraje tam, kjer ni bilo veliko slovenskega pa hrvaškega življa prej. Bernard, se ti strinjaš s to Tinotovo tezo, da če ne bi bilo narodno-osvobodilnega boja, da bi Slovenija dobila tudi Trst in ta druga ozemlja po drugi svetovni vojni? Ja, dejansko moja optika je, da smo mi izgubili cono A, dobili cono B, lahko bi bilo tudi slabše, ampak gotovo, da če ne bi imeli komunistov, če ne bi imeli Kardelja, če ne bi imeli Tita, če ne bi imeli te želje po poboju domobrancev in če ne bi bilo izdaje strička Stalina, ki je takrat dal jasno vedeti jugoslovanskim komunistom, da ne bo zaostroval zaradi Trsta, bi verjetno danes meja potekala tam nad Devinom, se pravi, da smo izgubili kar dobršen del svobodnega tržaškega ozemlja, zgubljamo vse skozi. Nazadnje, kaj bi bilo, če recimo ne bi bilo podpolkovnika Švabiča za časa
po koncu Prve svetovne vojne, Bogu hvala za generala Maistra. Žali Bog, takrat Ljubljana oziroma Primorska ni premogla generala Maistra in smo pač dobili to nesrečno rapalsko pogodbo in odtujitev slovenskega nacionalnega ozemlja. Mislim, da je to praznovanje komunistov, kako so oni nam vrnili Primorsko, za lase privlečeno. Zgodovinsko dejstvo je, da se je to zgodilo, se pravi priključitev cone B najprej s pariškim oziroma londonskim memorandumom za časa komunizma. Sam sem pa prepričan, da če bi imeli v bistvu zmago takratne vojske v Jugoslaviji, se pravi Plave garde oziroma poveljnika Mihajlovića, da bi zelo verjetno imeli Trst, ampak to so čiste špekulacije, what if analiza. Ja, še eno stvar bi bilo za poudariti. Najprej je to, da smo zgubili Koroško in Trst zaradi takih konstelacij sil, če rečem, da ne bom zdaj prav konkretno. Ampak potem smo pa marsikaj izgubili še po letu 1945. In sicer izgubili smo Gorico, ki bi jo z bolj spretnimi diplomati lahko dobili. To, če bereš te zapisnike z mirovnih konferenc, in to ti je jasno, da bi vsaj za Gorico bi se dalo kaj več izposlovati, ampak zaradi nesposobnih diplomatov, na eni strani slovenskih, na drugi strani pa beograjskih, ki jim je dol viselo za Slovenijo, smo potem to zgubili. Druga stvar, ki je na enak način bila zgubljena, je bila pa južna meja. Južna meja je bila ravno tako zaradi nesposobnih slovenskih politikov, ljubljanskih politikov, ki se v Beogradu niso znali dogovoriti, je Slovenija prišla z mejo na Dragonjo, čeprav bi po zgodovinski pravičnosti ta meja bila v vsaki normalni državi postavljena na Mirni, zato ker je Sloveniji ostalo toliko ozemelj na italijanski strani, medtem ko hrvaških ozemelj pa na italijanski strani ni ostalo. In ker je bilo tisto večinoma izpraznjeno področje, bi tisto po tej logiki moralo pripasti Sloveniji. Ampak težava je, da sta se partizanska poveljnika leta 1945 oziroma še prej dogovorila, da je meja na Dragonji. Ja, to je bila takrat tudi skupna država. Verjetno takrat niso razmišljali o tem slovensko-hrvaško. Ampak a vidva res verjamete, da bi recimo te predvojni politiki, recimo tipa Ban Natlačen, ki vendarle tekel v Celje, Nemce prosi, da naj zasedajo celo Slovenijo, če bi oni recimo po vojni spet bili na oblasti v Sloveniji, da bi se slovensko ozemlje nacionalno povečalo. Ker njihov track record, bi rekli Bernard, sprejemanje odločitev ni ravno nakazoval na to, da bi sprejemali najbolj pametne odločitve za to, v kar so verjeli. Bolj so se odločili tako, da... Recimo v kraljevini SHS, kako je kamarila kralja Aleksandra žrtvovala praktično Dalmacijo, Istro, pa pravzaprav večji del Primorske, za priznanje kraljevine SHS, je ista zgodba. Se pravi, ko pogledaš recimo zemljevid Petra Kozlarja iz leta 1853, zemljevid slovenskih dežel, pa pogledaš, kaj je Slovenija danes, vidiš samo kontrakcijo in človek je v supu pravzaprav, kaj smo v zadnjih 170 letih vse zapravili, ampak glede na to, kakšne politike smo imeli in kakšne imamo, je pravzaprav čudež, da imamo samostojno Slovenijo, da ta samostojna Slovenija do pred 25 leti imela celo dostop do odprtega morja. Skratka, tisto, kar bi si jaz za prihodnost želel, je dovolj je bilo prodajanja Slovenije, slovenskih interesov, ker drugače bomo
samo še ljubljanska pokrajina v nekaj naslednjih korakih. No, sej, a je res, mislim, smo res čist sami krivi ali je pač deloma tudi objektivno dejstvo, da smo bili soočeni z nekimi dosti večjimi narodi, ne, nemškim, italijanskim, tudi v končni fazi srbskim, pa vendarle treba našim prednikom priznati, da to, kar si zdaj nazadnje rekel, Bernard, da smo obstali kot narod, pa tudi ni zanemarljivo, glede na to, kakšne sosede imamo. Ne? A smo res sami krivi vsega, Tino, ali je kaj tudi objektivno dejstvo, da, tako kot sem rekel, pač imamo take sosede, proti katerim je bilo težko pričakovati, da bomo dosegli vse tisto, kar bi si želeli? No, tu gre za kombinacijo. Gotovo, da sta dve zgodovinski okoliščini. Ena je, da smo na točki, ki je edina v Evropi, kjer se stikajo vse tri največje skupine narodov, torej Germani, Slovani in Romani, ne? Torej edina točka je v Sloveniji oziroma na Višarjah, v Kanalski dolini. Torej, to je prva stvar. In druga, da smo imeli kot praktično edina regija v Evropi vse tri totalitarne režime, torej fašizem, nacizem in komunizem. Ne? To je gotovo so zgodovinske okoliščine, ki so pomagale k temu, da je Slovenija danes taka, kot je. Ampak moramo vedeti tudi, da je ta negativna selekcija, ki je prišla z začetkom druge svetovne vojne, ko so dejansko partizani in partizanski aktivisti obglavili Slovenijo, ko so naredili atentate na najpomembnejše slovenske politike, intelektualce in tako naprej, da je potem prevzela oblast neka druga elita, v kateri je bilo bistveno manj intelektualcev, bistveno manj razumnikov in odprtih ljudi in zato se je potem to dogajalo, ne? Ker so prišli polpismeni ljudje in se seveda potem niso več borili za nacionalne interese in sledove oziroma sadove te negativne selekcije vidimo še vse do danes. Bernard, se ti strinjaš, da je bila Slovenija nek intelektualna oaza pred drugo svetovno vojno, tako kot pravi Tino, kar se je potem drastično spremenilo? Jaz bi rekel, da je Slovenija strašansko napredovala tam nekako od sredine 19. stoletja do leta 1941. Zlasti produktivno je bilo zadnji 2 desetletji bivanja v črno-žolti monarhiji. Dejansko se je oblikoval nek meščanski sloj intelektualcev, podjetnikov, veletrgovcev. Skratka, to vidiš po vseh tudi kulturnih dosežkih in presežkih narodotvornih. Tisto, kar je čudež pravzaprav je, da se je v ključnih trenutkih slovenske zgodovine so se pojavile osebe, pa nisem pristaš Carlyleove teze o slavljenju oseb, ampak vendarle oseba, kot je Rudolf Meister, je dejansko tako narodotvorna, človek, ki je po mojem bi moral biti Slovenec ne stoletja, ampak tisočletja, da je praktično sam z osebno predanostjo, domoljubjem, požrtvovalnostjo, ne samo priključil, jaz moram reči, da si brez njega, če bi bil duh, ki je vladal v ljubljanski narodni vladi leta 1918, bil takšen v Mariboru, Slovenije danes sem prepričan, ne bi bilo. Ne? Se pravi, da smo imeli v nekih ključnih trenutkih te svetle žarke in moram reči, da sem jaz zaprepaden. Sicer je res, da v zadnjih 20 letih smo dobili nekaj spomenikov Rudolfu Meistru, ampak on je čista slovenska duša, tisto turišče, kjer bi se po mojem tako levi kot desni Slovenci morali združiti, ker v njem, če ravno mu nekateri očitajo naprimer srbofilijo, ne? Ampak jaz mislim, da si lahko hkrati dober Slovenec in takrat tudi rekel, panslovansko usmerjen, dejansko brez Meistra, po mojem Slovenije, kot jo poznamo, ne bi bilo. Tino, tako kot pravi tudi Bernard, ni bilo tega Meistra na Primorskem. Ne? Kdo bi recimo lahko bil tak Meister, ki bi dosegel še več, kot je bilo doseženo, se pravi, da bi še ta del, ta cona A, ki je ostala v Italiji, bila preključena ali pa se bi vrnila nazaj?
v Jugoslavijo. To so bile drugačne okoliščine, ne? Ker Majster je vseeno deloval malce kasneje, kot je bila Primorska že praktično zasedena. To je ena stvar in druga, tam je bila fronta, ne? Primorska je bila napol prazna, napol prazna, Vipavska, Posočje je bilo prazno zaradi fronte, se ni opomoglo, tako da je tudi to treba upoštevati. Poleg Majstra, ki je kot svetla točka, se popolnoma strinjam, bi pa na Primorskem poudaril eno drugo svetlo točko in to je Tiger. Ne? To je Tiger in hkrati primorska duhovščina, primorski čedermaci, to so sami mali majstri, ne? Ki so mojstrsko očuvali slovenstvo na Primorskem. Ne? To, kar so oni počeli, s takim pogumom, s tako predanostjo, s tako požrtvovalnostjo, ne? Kdor je bral kaplana Martina Čedermaca, je lahko videl, ampak to je samo malo. Ne? Recimo v 30 letih so hodili čez mejo, vse sorte so delali, to je bilo nemogoče. Tiskali so knjige, pomislite, natisnili so knjigo z letnico recimo 3 leta staro, zato da je fašisti niso mogli zapleniti. Tino, moramo tle narediti vejico, pa se vrnemo po oglasih, ko bomo nadaljevali s komentiranjem vrnitve Primorske k matični domovini. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Bernard Brščič in Tino Mamić. Bernard, Tino, prvo vprašanje, zdaj, če gremo nazaj k tej proslavi, ki je bila v Komnu, ne, se pravi obletnice podpisa te pariške mirovne pogodbe, s katero je prišel ta del Primorske nazaj k Jugoslaviji, takratni oziroma Sloveniji. Veliko prahu so dvignali ta obeležja, te zastave, ne, bivše Jugoslavije in tako naprej, z rdečo zvezdo na tej proslavi. To nekako vemo je folklora na teh proslavah vsako leto. Zakaj po vajenem mnenju recimo ravno letos to zbudilo toliko polemike v javnosti? Se ni samo letos, gre za nek trend, po mojem, v zadnjem desetletju obnavljanja jugonostalgije in nostalgije po komunizmu. Gre za nek zanimiv sociološki fenomen. Jaz ne pomnim v prvih letih po osamosvojitvi, vendarle samostojna Slovenija pomeni prelom z socialistično federativno republiko Jugoslavijo. Utemeljena je na dveh zanikanjih. Na zanikanju jugoslovanstva in na zanikanju komunizma. In je tako rekoč to obnavljanje, jugonostalgija, nostalgija po komunizmu pomeni negacijo samostojne Slovenije. In ta revizionizem, ki se v zadnjih 10 letih pojavlja, je meni osebno skrajno degutanten, težko pojasnljiv. Jaz bi razumel, da bi šlo to za neko proslavo vaških posebnežev, nekih alkoholikov, vaških bebčkov, prejemnikov borčevskih in jugooficirskih pokojnin z neko nostalgijo po dobrih starih časih, ampak šlo je za državno proslavo in na državni proslavi rdeče zvezde nimajo kaj početi. Zakaj ne? Zaradi tega, ker rdeča zvezda je, vsaj zame, simbol krvave revolucije, kraje in življenja v laži. To je podobno problematično, kot je propagiranje LGBT agende v šolah. Take degenerirane stvari, kot je komunizem, kot je pedrologija, v javni prostor, kjer je ključna vloga države, preprosto ne sodijo. Imamo svojo zastavo, meni osebno slovenska zastava se mi zdi veksiološko problematična, ni najlepša, želel bi si drugačno, ampak je slovenska
in jo jemljemo tako, kot je in je naša. Okay. Tino, ti poznaš tudi eno zgodbo, ki je prav povezana s Komnom, ne? Jaz bi prej še eno stvar se vrnil. Tu gre za eno manifestacijo ponarejanja zgodovine. Levičarji, skrajni levičarji so vedno ponarejali zgodovino in zato so tudi na tej proslavi se ponarejali zgodovino. Tako zvano primorsko himno, ki je ponaredek, Ustala Primorska, je dejansko pesem Bazovica, ki je ukradena melodija in malo spremenjena, in so jo potem veliko let po vojni razglasili komunisti za primorsko himno. Dejansko je bila pa prava primorska himna je bila Bazovica, ki je bila tudi ideološko neobremenjena. In zdaj pri tej zvezdi je spet gre za ponarejanje zgodovine. Ne gre samo za simbol komunizma in totalitarizma, ampak kakšen simbol so nosili vojaki, ki so okupirali, ki so napadli Slovenijo leta 1991. Imeli so rdečo zvezdo. Zato tukaj to je skregano zdravo pametjo in to vrstno početje bo v par letih vso to partizansko mitologijo popolnoma sesulo, ker ko bojo mlajše generacije začele se poglabljati v to problematiko in videli te pravljice, ne bodo verjeli popolnoma nič več in se bo od partizanov ne bo ostalo popolnoma nič. Ja, za Komen sem te vprašal, tam se je nek dogodek zgodil, pa tudi novopečeni minister za kohezijo. Simptomatično je to, da je recimo eden od novih ministrov je doma iz Komna, Bandelli, z 2 L-jama. Zanimivo pa je, da se je njihova družina zamenjala priimek leta 1962. Torej, ko fašizma že davno ni bilo več, ko ni bilo več te potrebe, da bi nasilno spreminjali priimke. Imamo potem Primorce, ki prostovoljno spremenijo priimek in potem gredo, se vrnejo iz Italije nazaj. Iz slovenskega v italijansko verzijo. Iz Bandel. Oni so bili do leta 1962 so bili Bandel, od leta 1962 naprej so Bandelli, in zdaj dobimo še ministra z enim takim poitalijančenim priimkom, kar je smešno, kar je tudi, ne vem, ne predstavljam si kako, da bi jaz spremenil ali pa moj oče spremenil naš priimek in da bi ga jaz potem še nosil v eni drugi državi. Mislim, zame je to zelo smešno. Je pa bil on tudi župan zdaj v to je, recimo on je imel vedno slavnostne govore v Komnu, ko so praznovali svoj občinski praznik, in sicer gre za znamenit dogodek, tragedijo, ko so partizani napadli nemško kolono oskrbovalnih sil, torej pomožne sile, ni šlo za kakšne napadalce, ampak oskrbo četa, ki je oskrbovala s hrano in z drugim materialom pač neke enote, in so jih napadli in ubili okrog 90 ljudi. To so bili vojaki. Zdaj nekaj so jih ubili v boju, večina so bili pa ujetniki in te ujetnike so oni najprej pobili, kar je v nasprotju z vsemi pravnimi predpisi, tudi takrat podpisanimi. Če se nekdo predaga, pač ne smeš ustreliti, pa čeprav si komunist. No, potem so jih pa masakrirali, onečastili, tako da so jim celo splovila odrezali proč. Samo enega so pustili pri življenju in ta je šel potem v Trst povedati svojim predpostavljenim, da so se partizani na čelu s narodnim herojem Stenko izživljali nad temi mrliči, da so jih iznakazili, da so jim odrezali splovila, in potem so prišli Nemci nazaj na Kras. Samo v Braniku so požgali 213 hiš. Si predstavljate, 213 požarov, in potem so več kot 1000 ljudi pregnali oziroma internirali v Nemčijo. In to zaradi te akcije, ki je bila prvič popolnoma nepomembna, drugič pa, če bi bila to vojaška akcija, bi bila akcija in bi bile mogoče represalije, ampak nikakor ne tako velike in tako hude, da požgeš 213 hiš, zato ker se partizani izživljajo nad mrtvimi ujetniki.
to se človeku obrne. Ja, se obrne, ampak oni še vedno to slavijo. Ne? Ja, če to slavijo, je to res problematično. Jaz moram priznati, zato nisem vedel. No, sam po drugi strani pa verjetno tudi ne moramo upravičevati zločinov nad civilnim prebivalstvom zaradi vojnih zločinov druge strani v vojni. Ne? Sej tudi vse strani so počenjale vojne zločine in ne vem, če lahko je to upravičilo. Ne? Pač ampak Nemci bi se morali maščevati tem partizanom. Ne? Zdaj, ampak vse države, v vseh državah v Evropi je bilo tako, ko so se določeni gverilci spravili nad okupatorja in ga napadli, in če so bile potem represalije prevelike, so se umaknili. Ne, in niso več dražili, niso več delali škodo nad svojim prebivalstvom. Na Češkem so Heidricha pač izvršili atentat na njega in so bile velike represalije. Tako da to bo mi gotovo, ampak ne gre za sistematično draženje in v bistvu tudi recimo zanimivo je to, kar je eden od teh partizanskih liderjev po temu dogodku tragičnemu rekel, žrtve morajo biti. Žrtve morajo biti, naše žrtve morajo biti, pa zakaj? In tu vidimo to suicidnost partizanskega gibanja, ki je povzročilo več smrti med Slovenci kot med tujci. Ne? Torej, partizani so pobili med vojno več Slovencev kot okupatorjev. Ja. Zdaj, če gremo, Bernard, bi ti kaj dodal k tej debati? Ja, Lidice, ki si jih omenil, se pravi 5000 usmrčenih, dejansko so potem Čehi, njihova vlada v Londonu prekinila vse diverzantske akcije, podobno potem tudi Draža Mihajlović, recimo potem, ko se je zgodil Kragujevac, so praktično ugotovili kot poveljnik kraljeve vojske v Jugoslaviji, da to, kar je zahteval Churchill, se pravi krvavljenje jugoslovanskih narodov oziroma vojske v Jugoslaviji, pa potem represalije nad civili. Edino komunisti seveda teh zadržkov niso imeli zaradi tega, ker jim ni šlo za škodo okupatorju, ampak za izvedbo komunistične revolucije, in za revolucijo je pa seveda po moskovskih napotilih dovoljeno početi vse. Ker tudi če pogledate recimo žrtve, število žrtev v Sloveniji, in če primerjamo recimo Slovence z recimo Nemci. Nemci so imeli toliko žrtev v vojnah, potem v bombardiranjih, v okupaciji in tako, ampak ko gledaš delež, je bilo med Slovenci precej več žrtev kot med Nemci, precej več žrtev kot med Francozi, med katerimkoli narodom, recimo Italijani, ki so imeli že v 30 letih ofenzivne vojne in potem celo vojno, ampak imajo manj žrtev kot Slovenci. Ne? V Sloveniji je padlo med vojno na različnih straneh 100,000 ljudi, to je okrog 7%. Tako velikega krvnega davka ni plačal noben narod, nobena nacija v Evropi, in to je ravno zaradi tega bratomornega klanja, ki so ga sprožili komunisti, nihče drug kot komunisti. Zdaj, če gremo naprej, pogledali si bomo eno fotografijo, in sicer fotografija je s proslave 70. obletnice birmanja škofa Rožmana. Ja, to je ta fotografija. Zdaj, v bistvu gre za dve fotografiji, smo jih združili v eno, da bo bolj plastično za gledalce. Namreč to se je zgodilo leta 2013 v Šentjoštu. Tu vidimo, so neki otroci oblečeni očitno v domobranske uniforme. Na spodnji fotografiji pa vidimo častno stražo domobransko ob kapelici, zastavo, pač slovensko krajinsko zastavo z krajinskim orlom, ki je bil simbol domobranstva. Ne? Zdaj od Šiška naprej vemo, da je to postroj, ne? Prej nismo vedeli, da gre tu za postroj. A je to, bi rekel, problematično enako, kot je problematično vihtenje bivših jugoslovanskih zastav na proslavi vrnitve Primorske k matični domovini? Tu gre za dve popolnoma različni stvari. Ne? V Šentjoštu je bila zasebna proslava, kjer so bili pač ljudje, ki so praznovali, ki so se spomnili na določene dogodke in so to praznovali na tak način. Medtem ko in tega država ni plačala. V Komnu je pa to državna proslava na državne stroške, Zveza borcev, ki se financira od države, si plačuje in kupuje te komunistične simbole in financira te zastave in uniforme in to. Tudi če pogledamo, če primerjamo recimo tiste partizanske maškare v Stožicah, recimo, ki so bile celo oborožene, jih ne moremo primerjati zdaj z 4
ljudmi, ki so se oblekli v domobranske uniforme, ker so počastili spomin na domobranske vojake. Ne? Tudi SS-ovci ali pa Wehrmacht v Nemčiji ima pravico do nošenja veteranskih uniform na primernih, na recimo proslavah ali pa spominskih prireditvah. Ne? Ja, to je tudi recimo, če greš nosijo uniforme, verjetno to ni referenca. Ne, ampak jaz hočem reči, da ko gre za veterane, ko gre za nek spomin, ko gre, ne vem, v končni fazi za muzej, ker bomo v muzeju zdaj vse svastike vrgli proč, ne bomo. Ne? To je pač neka muzejska postavitev, ki je spominska. Ne? Tu v Komnu je bilo pa agresivno. Ne? Tukaj ni šlo, tukaj oni niso govorili o tem, da je šivala deklica zvezdo, ampak so imeli zelo sovražen govor, zelo nastrojen. Oni velikokrat rečejo tudi premalo smo jih pobili, od domobrancev pa sem jih precej že poslušal, nisem nikoli slišal to je bilo česa moje podobnega. naslednje vprašanje. Ne? Glede na to, da je bil vendarle prisoten celoten državni vrh, čeprav država formalno ni organizirala te proslave, vsi ti ljudje so bili pač izvoljeni na nekih volitvah, ne? Predsednik republike in tako naprej, tudi ostali, saj v parlament, da ne bomo zdaj šli v debato, kdo ima večino, pa kdo je zmagal volitve. In tam je bilo tudi bistveno več ljudi. Ne? Kaj nam to zdaj pove? Očitno pač ljudi, te Primorce ali tiste, ki so tam, ne motijo te simboli, ne? In zakaj jih recimo ne motijo, medtem ko te druge simbole, za katere pač ves čas poslušamo, da so v resnici tisti pravi, z enega dela slovenske javnosti pa požanjajo veliko manj simpatij. Zakaj je po vajinem mnenju temu tako? Predvsem zaradi medijev. Ne? Mediji so tisti, ki ustvarjajo javno mnenje in ki določene simbole prikazujejo kot smešne, kot neumne, kot nestrpne, ne? Druge simbole pa prikazujejo kot normalne. Ne? Zato je recimo Šiško, ne? Ki je imel verjetno plastično pištolo, je to nevarnost za Slovenijo. Ko pa partizani z resničnim orožjem, oziroma ne partizani, ampak ljudje, ki se imenujejo tako imenovani borci, se oblečejo in vzamejo tudi pravo orožje, pravo orožje iz druge svetovne vojne, ki še deluje verjetno. To pa ni sovražni govor, to pa ni grožnja, to je pa dovoljeno. Ne? Tako da imamo dvojna merila, zato ker imajo mediji dvojna merila. In dokler bomo imeli dvojna merila in bomo gledali na žrtve ene ali druge strani drugače, bo temu tako. Mi moramo spravo narediti ravno s tem, da se vsaki žrtvi poklonimo, zato ker žrtev običajno ni kriva za to, da je bila žrtev. Ne? Bernard, pa zelo na kratko, prosim, preden gremo na oglase. Je to, ko si prej omenil, ta jugonostalgija, si rekel, da si je ne znaš pojasniti, ampak je to na nek način tudi nek protest ljudi nad stanjem v naši družbi, ta utojenost, občutek utojenosti ljudi od države? Gotovo, razmere so takšne, da pričakovanja ob osamosvojitvi, o tem, da bomo živeli v neki liberalno-demokratski, demokratični državi, avtentični demokraciji, s tržnim gospodarstvom, z delujočo pravno državo, se niso uresničila. In tudi ta pogromaštvo recimo nad podjetništvom in nad dvomom v tržno družbo, ki se zdaj oživlja, pa neke popolnoma oživljanje prosulih idej, ne samo Rdeče zvezde kot simbola trpljenja pod komunizmom, ampak neke popolnoma antidemokratične, protitržne, protipodjetniške ideje so tisto, kar med plebsom nezadovoljnimi naleti na razumevanje. Protiustavne. Bomo po oglasih nadaljevali in zaključili debato, se vrnemo po oglasih, ko podamo zaključne misli. Dobrodošli še zadnjič nocoj. Bernard, Tino, če lahko v dveh stavkih lepo prosim, se bo ta radikalizacija pogledov na našo polpreteklo zgodovino in aktualno stanje po vajinem mnenju nadaljevalo ali se bodo stvari s časoma vnesle?
Stvari se radikalizirajo. Jaz moram reči, da nasprotujem prepovedi uporabe totalitarnih simbolov, se pravi, da bi morali imeti ureditev, kot jo predvideva ameriški prvi amandma, se pravi svoboda. A veš, predpisovati norcem, da mislijo, da je zemlja ploščata, jaz nimam s tem težav. Če gre za zasebne prireditve, vsakemu tele svoje veselje. Težava je v Sloveniji, in to pa me skrbi, je pa uporaba teh totalitarnih in v tem konkretnem primeru komunističnih simbolov na identificiranje z državo. To pa mene kot državljana absolutno žali. In da defilira Pahor in Šarec po poplavi rdečih zvezd je no-go. Ok, no-go. Hvala ti lepa, Bernard. Tino, izvoli v enem stavku. Čakamo na reakcijo. Oziroma, zdaj je bila to na te stvari, bomo dobili reakcijo. Tako kot je Trump reakcija na določene politične zadeve, bo tudi v Sloveniji prej ali slej prišlo. In lahko bomo prišli do Orbana ali do Poljske. Bomo videli. Najlepša hvala obema za vajine današnje komentarje. To je bila priključitvena 169. oddaja Faktor na TV3. Spremljajte nas tudi jutri, ko boste z nami Igor Lukšič in Rado Pezdir, pogovarjali pa se bomo o sovražnem govoru. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.